Sicer nimam pojma, zakaj pri tej selitvi sploh gre, a vseeno s Pepemobilom odhitim na pomoč. Na deželni cesti je zelo gost promet, zato zamujam. Otroci pa nestrpno čakajo. Pepe, prišel si. Boš pomagal? Ja, se jaz bi pomagal, samo ne vem kako. Za začetek potrebuješ ustrezno opremo. Ronja! Sem že tukaj in imamo vse potrebno za Pepeta. Tule je vedro, pa odsevni jopič in svetilka. Kaj pa mi bodo vse te reči? Reševanje dvoživk med selitvo je zelo preprosto, veš. Vsak večer jih poberemo na tej strani ceste, damo v vedro, varno prenesemo na drugo stran in tako preprečimo, da jih povozijo avtomobili. Aha, ja, že razumem. Odsevne jopiče imate zato, da vas vozniki lažje vidijo v mraku? Ja. Baterijska svetilka je zato, da lažje najdete žabico v visoki travi? Tako je. Ja, kako pa jo spravite v vedro? Primemo jih z roko, pa damo noter. A bejš. Pa je to edini način, ali kaj? A drugače pa ne gre, ali kaj? Ne gre. No, zdaj sem pa v živalskem vrtu in zdaj pa moram poiskati vivar. Ko se reče, vivari, kamor dvoživke tudi spadajo, ne? Pozdravljen, ribič Pepe. Ježišno. Dobrodošel v živalskem vrtu. Ja, veste, sem prišel k vam, ker imam eno težavo. Namreč, težavo imam z dvoživkami, ker se mi zdijo take sluzaste, a veste, mi vi lahko kaj pomagate? Ja, seveda, Končita lahko pomaga. Kako Končita? To je pa tako zanimivo, eksotično ime. A to je vaša sodelavka? Sodelavka, tukaj le. Evo, tole je naša Končita. Kljub temu, da ima po telesu strupne žleze, to so te izbukline, naša koža nas varuje pred tem strupom, zato se jo ni potrebno čisto nič bati, ker nam ni nevarna. Sem prišel z namenom glavnim, da poiščem Pepeta, ki bori se s strahom žabjim. Pravočasno rešim ga. Niti v sanjah si nisem mislil, da sem takole pogumen. Tole, kar vidite, je čisto ta prava, ta zaresna živa krastača. In jaz sem premagal vse težave s tem. Foxner, a vi ste tudi tukaj? Pepe, v zadnjem sem trenutku našel ten rešen si. A prisluhnil bom občutku, ki mi pravi, nič ti ni? Ja, veš, s pomočjo Alme in njene Končite sem uspel premagati svojo težavo. Pripravljen sem na spomladansko selitev dvoživk, ki potujejo proti vodi. Postavljene so tudi zaščitne ograje, ampak mislim, da to ne bo dovolj. Da ne bo dovolj. Foxner, nujno potrebujemo vašo pomoč. A greva pobirati dvoživke? Žabe? O, no! Samo pogledajte, koliko jih je. Nabral sem jih že najmanj pol ducata. A jih lahko zdaj nesem čez? Seveda, se jih ne bojiš več. Niti malo. Za razliko od Foxnerja. Sploh pa, veste kaj, meni se tiste zgodbe o žabih, princih in princeskah sploh ne zdijo toliko strko izvite. A si predstavljajte, da bi zdaj spregovoril čarobne besede? Hokus in pokus. In žabaka dobra. Ronja! Kvak. Krščen Martenček! Skoraj sem že mislil, da sem uspel rešiti svoje težave z dvoživkami. Zdaj pa se mi zgodi tole. Kvak. Ja. Ljudje dvoživke radi žabami enačijo. Kaj pa pupki moče radi? Se krastač ne spomnijo? Ja, to že, Foxner, ne? Ampak nič pa ni tako groznega kot... Kvak. Ja, kvak, kot Ronja, ki kvaka. O, mon Dieu. Veš, dolgočasno z vami mi nikoli ni. Vendar
nekaj mi ni jasno. Ronja, si res žaba ti? Kvak. Veste, Foxner, mislim, da morava pozabiti na najne lastne težave in se raje posvetiva Ronjinemu problemu. A ste za? Oui. Kvak. Foxner, pazite to. Hokus in pokus in žabaka, dobra! Foximir, čarobne besede ne delujejo več. A smem vprašati, zakaj bolita vame kot dve zmedeni žabi? To! Deluje! Ne moreš si misliti, Ronja, kako vesel sem, da si spet tista dobra stara Ronja in ne več tista Ronja, ki kvaka. Jaz pa sem vesela, da sta se oba končno znebila strahu pred dvoživkami. Še posebej, ker nevarne sploh dvoživke niso, ne. Spomnil sem se legendarnejše človeške ribice. Kaj? A človeška ribica tudi spada med dvoživke, ali kaj? Seveda, vendar živi globoko v podzemlju. Ej, a jo gremo pogledat? Lahko. Mene vse to ne zanima. Dvoživk se ne bojim, a se tu počutim prima. Ronja, ti kar pojdi z njim. Foxer, če že vi tako pravite. Ronja, pela. Človeška ribica je zelo skrivnostno bitje, saj živi v popolni temi. V starih časih so zato zmotno mislili, da je zmajev mladič. Foxy, je vse v redu? Česa si se tako prestrašil? Se pojavila ogromna je človeška ribica, a reakcija odločna moja je prevladala. Seveda, odločno si zaril. Vse skupaj se ti je sanjalo, kaj ne? Kam hitita avtobus, avtobus, kam hitita avtobus, avtobus, kam nas pelje avtobus, avtobus, kam nas pelje avtobus, šola a na dopust. Jaz prijazni policaj se včasih vprašam, kaj pa zdaj. Vsak prometni red spoštuje, kdo me sploh še potrebuje. Tam se pelje avtobus, prehitro gre za moj okus. Pred njega hitro skočim in glasno rečem stop! Kam hitita avtobus, avtobus, kam hitita avtobus, avtobus, kam nas pelje avtobus, avtobus, kam nas pelje avtobus, šola a na dopust. Jaz prijazni policaj pogumno vprašam, kaj pa zdaj? Vsak prometni red spoštuje, kam ta avtobus potuje. Maham sem in maham tja, piskam, žvižgam, kar se da. Pred njega hitro skočim in glasno rečem stop! Kam hitita avtobus, avtobus, kam hitita avtobus, avtobus, kam nas pelje avtobus, avtobus, kam nas pelje avtobus, šola a na dopust. Kam hitita avtobus, avtobus, kam hitita avtobus, avtobus, kam nas pelje avtobus, avtobus, kam nas pelje avtobus, šola a na dopust. Kam nas pelje avtobus, šola a na dopust. Strah pred dvoživkami je neutemeljen. Bolj se one bojijo nas, saj jih ogrožamo s svojimi posegi v naravo. V boju s težavami čarobne besede ne pomagajo. Štejeta le volja in pogum. In mogoče pomoč odrasle osebe, ki ji zaupaš. Lahko pa pokličeš tudi na ton telefon.